Jaz ne kupim te interpretacije, da ste vi zdaj tam vse prepustili SDH-ju, pa naj SDH dela sam. Potem ne bi zamenjali vseh članov uprave, pa nadzornega sveta SDH-ja itd., podobno kot ste jih tudi v različnih državnih firmah. Mislim, dejstvo je, da če je katera vlada, ki je v bistvu podržavila upravljanje z državnim premoženjem, je to bila vlada Janeza Janše v letih 2004-2008 pa kasneje. Tako da mene tle res čisto preprosto. Pač SDH je, njihovi predstavniki so govorili o tem, da obstaja možnost, da se uveljavlja predkupna pravica. Govoril sem o tem, da se je vodstvo SDH-ja pogovarjalo z Yorkom o odkupu. Mislim, mene čudi, da minister za finance oziroma predstavniki vlade nič ne vedo o tem. Res je, da upravlja SDH z državnim premoženjem, ampak kaj se dogaja z državnim premoženjem, verjetno predstavniki vlade in vlada morajo vedeti. Tudi za takšne posle. In govoril sem o tem, da se je pred nedavnim potegnila zavora, postavila neke dodatne pogoje temu skladu York, zaradi katerih oni odstopajo od tega, da bi prodali SDH-ju svoj delež in zaradi česar vstopajo Madžari. Tako da, veste, javnost se seveda upravičeno sprašuje, ali gre dejansko za neko namerno gesto, s katerim se bo pač omogočilo prijateljem Orbana, da vstopijo v en zelo pomemben portfelj hotelskih naložb v Republiki Sloveniji v zameno za neke usluge, seveda. Tako da, še enkrat, po vaših informacijah, kot minister za finance, mislim, da bi morali to vedeti. Če ne veste, da se pogovarjajo o prodaji tega deleža, potem mislim, da ne vem, kaj počnete na tistem stolu.